Ko mi ljudje pišejo, ko imajo kakšne izzive, je en izmed najpogostejših stavkov ta, da že moji starši niso znali z denarjem in ne želim iti po njihovi poti. To pomeni, da dejansko se ljudje, nekateri, nažalost ne vsi, zavedamo tega, da vzorci, ki smo jih v večini prejemali od svojih staršev ali prepričanj, da zelo vplivajo na nas. Največje pasti za tiste, ki jim finančni svet ni tako blizu, bo gotovo v prvi vrsti to, da jih lahko premami neka obljuba, o čem govorimo. Veliko je prisotnih na spletu obljub po cilju, kako lahko čez noč obogatiš, kako si lahko finančno svoboden čez noč. In te ljudje, ki so finančno manj pismeni, bodo temu zelo naklonjeni in bodo zelo radi to izkoristili, zato ker hrepenijo po tem občutku svobode, in bi želeli kar preskočiti vse te stopničke, ki jih moraš prej prehoditi, da ti res znaš z denarjem. Po drugi strani je pomembno to, da se varno zadolžujemo, tudi tukaj finančna pismenost zelo pomembnega pomena, se pravi, da ko kupujemo nepremičnino, predvsem velja za tisto prvo nepremičnino, da poznamo pasti zadolževanja in da vemo, na kaj vse se moramo pripraviti. Spet smo pri načrtovanju, spet, ne gre zgolj za obisk banke, vzamem kredit in stanovanje je moje, seveda, lahko tako naredimo, ampak to je nevarna pot. Jaz moram vedeti, kaj me tekom dobe financiranja še lahko vse čaka. Torej, govorimo o 20-30 letih zadolžitve. Kaj se lahko zgodi, če izgubim službo, kaj je, ko se enkrat pridružijo otroci, kaj je, ko bomo želeli večjo nepremičnino morda. Skratka, ogromno je nekih scenarijev, na katere se moramo pripraviti in tukaj ugotavljamo, da ljudje tudi na to niso dobro pripravljeni. Kaj, če se bo Euribor dvignil? Kaj, če pride do spremembe obrestnih mer tudi sicer na trgu in tako naprej. Tako da to so tudi ene izmed pasti. Potem druge pasti so, če gremo zgolj na neko varčevanje, klasično, se spet obrnemo k temu, ali res vemo, kakšno varčevanje imamo. Ali je to optimalno? Ali gre za kombinacijo zavarovanja in varčevanja? Kaj to pomeni zame? To so vse taka vprašanja, se mi zdi, za katere ljudje ne vemo, kako se jih lotiti, oziroma si ne odgovorimo niti na njih. Tako da ogromno je nekih, se mi zdi, pasti, ki prežijo na nas in je zelo odvisno od tega, kako se bomo mi potem odzvali na vse te impulze, ki nam prihajajo dnevno. Seveda, če se obrnemo spet k potrošništvu, je spet zelo nevarno, ali si moramo vse izpolniti ta trenutek, ali lahko morda počakamo. Tako da to so recimo ene izmed takih najpomembnejših mogoče pasti, ki prežijo na nas. Zanimivo je, da ko sem sama analizirala, kako ta proces poteka, zadolževanja se ponavadi začne z limitom, ker tega nam pač banke dajo že po samem defaultu in nam pripada. Potem se nadaljuje s kreditnimi karticami, potem gremo v nek potrošniški kredit, pa potem nadaljujemo z nekim večjim potrošniškim kreditom, poplačamo te dolgove in si mislimo, zdaj bo pa čisto drugače. Potem nadaljujemo z nakupovanjem telefonov na obroke, plačilo zavarovanja za avto na obroke. To gre res tak klasičen vzorec, kako ljudje, ki imajo neko dolgove, res se mi zdi, da zelo podobno potem delujejo naprej. Pa vendar je pomembno vedeti, da se iz te spirale dolgov da iti ven. Proces finančnega okrevanja traja leta. Kdor bo rekel, da traja manj, jaz pravim, da je to neka laž. Pa vendar so primeri, tudi sama sem jih videla ne malo, kjer jim je uspelo iz te spirale dolgov. Ampak, če to želimo doseči, recimo, da bo to eden izmed ciljev 2024, je spet ključno, da si naredimo nek plan. Najprej se bomo mogli soočati sami s sabo. To je najtežje. Vem, da ko pridejo recimo kakšni ljudje do mene, vidim, koliko je to najtežje, kako bi naraj kakšen dolg kar zamolčali in kako mi potem enega, pa čez nekaj časa še enega plasirajo in povejo.
čeprav bi mogli v štartu imeti vse že napisano, to je to, za nazaj ne morem nič popraviti, kaj bomo naredili zdaj za naprej. In tukaj je treba vedeti, da ljudem uspe iti iz tega ven. Ampak je pomembno imeti res močno voljo, vklopiti razum, vedeti, kaj želimo, in potem, ko enkrat uspemo iz tega ven, ni slabo imeti kakšen listek v denarnici ali nekaj, kar nas opomni na te hude čase, ki so zdaj za nami. Dejstvo je eno, če želimo spremeniti trenutno ravnanje, potem bomo morali uvesti res korenite spremembe. Torej neke korake, sistem, ki je popolnoma drugačen od tega, kar smo vajeni. Ker če tega ne bomo naredili, bomo vedno na istem, oziroma sama rečem na slabšem, ker bo ta kumulativni dolg vedno večji. In bo prišel čas, ko z nekim dolgom ne bomo mogli več poplačati tiste prejšnje za nazaj. In se mi zdi škoda, da ljudje res imamo eno življenje. In če to eno življenje konstantno, bom rekla, obdano s temi dolgovi, potem je lahko to življenje res težko. In se mi zdi pomembno, da se predvsem mladi zavedajo, da imeti dolg ni tako nedolžno, da je vsak tak mali dolg kasneje zaradi same navade sproži večji dolg, da je treba živeti drugače in živeti predvsem usmerjeni v to, da se dolgov bojimo na nek način, da se zavedamo, da obstajajo samo dobri dolgovi, dobri so tisti, to je predvsem nakup nepremičnine, ker gre za reševanje stanovanjskega problema, ostalo pa že res velike večini spada v tako imenovane slabe dolgove. Zdaj, kdo se odloči za neko pomoč oziroma kdaj obiščeš nekega svetovalca? Po naših izkušnjah takrat, ko ti nekaj denarja ostaja in si že toliko ozaveščen, da veš, da če bo zgolj ta denar ležal na računu, da bo izgubljal svojo vrednost. Poleg tega so to ljudje, ki se zavedajo, kako pomembno je načrtovanje prihodnosti v smislu nekega finančnega vidika. Torej, da se želijo zaščititi pred tveganji, ki obstajajo. En tak lep pokazatelj, če tako rečem, je bila korona kriza, se pravi, torej obdobje, ki nas je čez noč ohromila in rekla, ok, če kdaj, so finance zdaj izrednega pomena. Tako da to je bila res en tak, se mi zdi, nauk za vse nas. Zdaj razumem, kaj pomeni neka likvidnostna vreča. Torej gre za ljudi, ki želijo varno pluti mogoče čez obdobje prihodnosti, poskrbeti za otroke, poskrbeti za pokojnino, se pravi, so tisti, ki se zavedajo, kaj še prihaja. Za svetovalca moraš pravzaprav priti takoj, ko začneš prejemati redni prihodek. Torej, govorimo lahko o študentih, ki redno delajo. To ne pomeni, da ko imam pa šele redno službo. Ne, ko imamo redno prihodke. In zakaj je pomembno takrat začeti pravilno načrtovati prihodnost? Zato, ker si takrat edinokrat lahko postaviš zdrave temelje. Sicer mine 5, 10, 15, 20 let, lahko celo več enih naših navad, ko konstantno delamo z denarjem, kakor pač delamo, in je potem toliko težje te vzorce spreminjati. Zato pogosto sama rečem, če bi že mali otroci znali delati, pa poznali neka osnovna pravila, bi jim bilo potem, ko bi oni odrasli, veliko lažje.